Temperature okoli 0 stopinj Celzija niso ustavile vseh tistih, ki jim je mar za čisto okolje. Z zavihanimi rokavi in blatni do kolen so združili moči, da so pod koordinacijo ribičev in lovcev čistili brežine. Ko so prišli lastniki z določeno strojno opremo, smo potem na tisto področje tudi krenili z čistilno akcijo. In sicer poteka tam od Ivanskega mostu pa tukaj do Goriške vasi, kjer temeljnica ponikne. Ker vsa živa bitja, tudi tista v vodi in ob njej, potrebujejo kritje, je bilo pomembno, v kolikšni meri so bregove očistili pod rasti. To ne moramo zdaj narediti neko puščavo, planjavo, da se to vse polidira, ampak je treba to tele avtohtone grmovne vrste treba itak pustiti, se pravi tiste, ki so lepi, ravni, ali pa tudi če mečken krevlas nič hudega ni to, sem da ni v vodo. Pa da ne moti kmetov pri košenju trave, dodaja. S tem so zagotovili večjo pretočnost reke, prav tako bo prav prišlo odstranjeno vejevje. Dogovorili so se namreč, da bi to vejevje pustili tukaj določen čas, potem bo pa z stroji, ki sedaj so, tehnika omogoča to zdrobili in pa potem tudi te segance mogoče speljali v osnovno šolo Toneta Pavčka. Da pa bo temeljnica v Mirnopeški občini očiščena tako, kot si to zasluži, bo potrebnih še nekaj akcij. Problem je ta, recimo, omejitev, ker se ne sme od 1. marca do 1. avgusta se ne sme posegati, ravno zaradi tega gnezdenja. To je v bistvu po lovskem zakonu. Sicer pa v Mirni Peči, kjer čistilne akcije organizirajo že vrsto let, opažajo, da se je ozaveščenost med ljudmi precej izboljšala, tako da je odpadkov v naravi bistveno manj.